Pozdravljeni. Danes se bomo ukvarjali z rahlo kontroverznim vprašanjem. Namreč v zadnjih 2 tednih smo videli kar nekaj, po mojem mnenju, nepotrebnih vtikanj vodstva dirke v potek lete. Mnogi izmed vas veste, da sam nisem ljubitelj Formule E. Zame je Formula 1, vse ostalo pač ni Formula 1. In raznim praznim puhlicam Alejandra Agaga, kot da Formula E je Formula 1 prihodnosti, nikoli nisem nasedel. Tokrat v Valenciji smo videli nekaj, kar škodi celotnemu motošportu, električnemu ali tistemu, ki uporablja motorje z notranjim izgorevanjem oziroma kombinaciji. Namreč videli smo, kako so si pri Formuli E zadali boleč avtogol. In to ni moje osebno mnenje, ampak to je mnenje gostujočega pisca na znanem blogu Lea Turinja. Imeli so lepo priložnost se dokazati, kako so boljši od Formule 1, na koncu so pokazali, da jim manjka še ogromno. In tu je treba poudariti, da nimajo več izgovora, da so mladi, neizkušeni, namreč prisotni so kot prvenstvo že 7. sezono. Sedaj je treba malce razjasniti, kaj se je tako groznega zgodilo v Valenciji. Namreč imeli so kar nekaj varnostnih avtomobilov in pri njih je tudi varnostni avtomobil električni, da ne bo pomot. In zaradi tega, ker vozniki niso porabili vse energije, se je bistvo vodstvo dirke odločilo, da jim bo dobesedno sredi dirke zmanjšalo kapaciteto baterij. Zgodilo se je nekaj, kar niso predvideli. Namreč vodilni je prečkal ciljno črto približno 20 sekund prezgodaj. V Formuli E velja pravilo, da je dirka dolga 45 minut plus en krog. In kar naenkrat, ker je ciljno črto prečkal 20 sekund približno prezgodaj, je dirka bila podaljšana recimo temu za en krog. V zadnjem krogu je približno polovici nastopajočih zmanjkalo energije. Čeprav je bila ta na razpolago v baterijah, le bistro vodstvo dirke se je odločilo, da ga ne morejo porabiti. In tudi o zmagovalcu je odločila ta bistra poteza vodstva dirke. Farsa, ne moremo tega drugače imenovati kot farsa. Namreč nič ne bi bilo napačnega, če bi prihranjeno energijo porabili v zadnjem krogu. Tudi gledalci bi bili bolj zadovoljni, kolikor bi videli bolide tekmovati na polno. A kot sem že mnogokrat povedal, Formuli E manjka še kar nekaj, da bi postala kredibilna. In seveda, mnogi boste sedaj prišli na dan z argumentom, da imamo v Formuli E kar nekaj proizvajalcev avtomobilov, ki niso prisotni v Formuli 1, oziroma imamo ekipo, kot je Mercedes, ki je tako v eni kot v drugi kategoriji. Tu bi vas rad spomnil na nekaj. V Formuli 1 imamo tisto zadevo, ki se ji reče konstruktorji. In vkolikor koga zanima, kaj sam mislim pod to besedo konstruktorji, naj si ogleda intervju z Giancarlo Minardijem. Bližnjica do tistega dela je seveda kot ponavadi v opisu. A v Formuli E imamo šasijo, ki je za vse enaka, delajo Spark s pomočjo Dalare in vsi rabijo baterijo, ki jo proizvaja McLaren. In seveda mnogi izmed vas ste se zdaj ugotovili, zakaj je McLaren izrazil željo, da bo nastopil tudi v tej kategoriji. Kajti gre se za posel. Vkolikor kategorija propade, tudi McLaren ne bo plasiral svojih baterij. Konstruktorji v Formuli E so pač samo proizvajalci elektromotorjev. Seveda gre za kompleksno zadevo, a daleč od tistega, kar vidimo v Formuli 1.
gre za moje osebno videnje. Nekomu je Formula E všeč. Tudi zaradi tega, ker je lahko prisotna na mestnih ulicah, v zgodovinsko zanimivih delih določenih mest in še bi lahko našteval. Seveda tudi v Formuli 1 vidimo, da so prisotne dirke v samih mestnih središčih, kot naprimer v Monaku, a gre za zadevo, ki je prej izjema kot pravilo in tu se popolnoma strinjam. A vseeno, sam vidim, da so dirke, kot je tista v Valenciji, praktično plod organizacije, ki ne ve, zakaj je tam. In tu bi se moral Agag zamisliti, kaj sploh počne, ko ga stavi na določeno mesto. In tu bi bilo izjemno enostavno vso krivdo zvaliti na FIA. Namreč direktor dirke je pod direktnim vplivom te mednarodne organizacije. Po drugi strani, pravilnik je jasen vsem in če se je nekdo tako odločil, je imel neko osnovo. Osnovo v pravilniku, ki so ga sprejeli organizatorji same serije. In tu zopet vidimo tisto, kar mene pri Formuli E najbolj moti. In to so izjave Alejandra Agaga, ki obljublja marsikaj, izpolni pa bore malo. Bodimo iskreni, nivo Formule E je tam približno na nivoju Formule 3 in govorim o goli hitrosti. Namreč mnogokrat izgleda, da so bolidi Formule E hitrejši, ker pravzaprav tekmujejo na izjemno ozkih progah in optično izgleda, da so hitri, a v resnici ni tako. A to ni važno, gre za moje osebno mnenje in nekomu je lahko ta serija super. In mene kot nekoga, ki mu ta serija ni všeč, je zabolelo, ko sem videl, kaj se je zgodilo v Valenciji. Po nerodnosti, po nesposobnosti tistih, ki bi morali za to serijo skrbeti. In marsikdo izmed vas se bo sedaj vprašal, zakaj se sploh s tem ukvarjamo tu na tem kanalu, kjer je bistvo vezano na Formulo 1. No, na veliki nagradi Emilia Romagna smo videli podoben primer, kjer je vodstvo dirke praktično voznika spravilo ob točke. Seveda, prebrali ste, da Kimi Räikkönen je bil po dirki kaznovan in tu je potrebno dati navednice, ker pravila FIE niso bila točno razložena, oziroma da so bila pravila taka, da jih niti komisarji niso razumeli. In konec navednic. A to je poenostavljena razlaga nekoga, ki pravzaprav ni razumel, zakaj je šlo. Komisarji izjemno dobro razumejo pravila, zato so tudi tam. Drugače bi bili na kakem kavču, tako kot se nahajam jaz pogosto kar na dirko. A po drugi strani je bila storjena velika napaka na škodo Kimija Räikkönena in niso je napravili komisarji. Napravil jo je vodja dirke Michael Masi, ki je na tem kanalu pogosto tarča kritik in upam si reči, da tudi upravičeno. Namreč, kaj se je zgodilo? Kimi Räikkönen je v vožnji za varnostnim avtomobilom izgubil oblast nad svojim bolidom. Zavrtel se je in izgubil je tisto mesto v koloni. In seveda obstaja procedura, kako bi Kimi lahko dobil tista mesta nazaj. In obstajajo tudi pravila, dokdaj ima to možnost, ukolikor mu ne uspe, mora lepo odpeljati vsak bolid v pit lane in začeti na dnu. Taka so pravila in vsem so jasna. Težava je bila v Imoli, ker je bilo vreme vse prej kot idealno. In v ekipi Alfa Romeo Racing niso bili prepričani, kaj naj storijo. Zato so po mnenje in pomoč vprašali tistega, ki bi jim lahko v danem trenutku edini pomagal. Michael Masi, tisti, ki mora poznati pravilnik še bolje kot ekipe, kajti on je tisti, ki javi nepravilnosti komisarjem.
In dokler ni bilo prepozno, strani vodstva dirke, ekipa Alfa Romeo Racing ni dobila odgovora. Ne, da ni dobila jasnega odgovora, ni dobila odgovora. In seveda, napako so naredili oni oziroma sam Kimi Räikkönen. Čeprav ni vedel, kaj bi lahko storil v tistem trenutku, komisarji, ko so videli prekršek, niso imeli druge izbire. In seveda, prvič smo videli, da se je zgodilo kaj takega in baje bodo tudi popravili pravilnik v tem smislu, da bo bolj jasen. Pravila ne smejo spreminjati, lahko ga pa bolje definirajo. Težava je nekje drugje. Michael Masi bi lahko sporočil vsem vpletenim, naj se dobesedno Kimiju umaknejo, da bo prišel nazaj na tisto svoje pravo mesto in ne bi bilo težav. A kot se je zgodilo že dostikrat prej, Michael Masi je izjemno počasen pri sprejemanju odločitev. In ko jo sprejme, je lahko tudi napačna ali bistveno prepozna. Ni prvič in nažalost verjetno tudi ne bo zadnjič. Ampak to epizodo sem povedal samo zato, da bi nekako pokazal, da tudi v Formuli 1 imamo take probleme. A vseeno pri obeh kategorijah se bodo morali zamisliti, kako s temi osebki tudi v prihodnosti. Kajti take blamaže, kot se je zgodila v Formuli E, si v Formuli 1 ne smemo privoščiti. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.